Alenka in Ana, glede na to, da v novi pesmi slavite prijateljstvo, se spomnite, kdaj se je vajno oziroma vaše prijateljstvo začelo, glede na to, da je Tinkara danes žal odsotna? Zelo dobro se spominjamo, kajti bilo je tudi dokumentirano v oddaji Popstars, se pravi prvi reality show v Sloveniji. Tam smo se spoznali, ne? Tam smo se spoznali, ampak zdaj mene še nekaj zanima, podvprašanje. Kaj? A se ti spomniš mene iz samih teh audicij? Jaz se te spomnim kot vrhunsko pevko. Kot tiste, ko je prišla ona gor, smo vsi bili... Ok, ona bo zihar izbrana, ne? Ker jaz se recimo Ančke se spomnim kot ene krasne blonde, ki je imela dodatek rdeče barve. Jaz še tega nisem videla in to je taka moda ratala. Ja, Zagorje. Pa seveda tiste učke, ki me zmeri rada popraviš, zelene. Odvisno od razpoloženja. In verjetno svetlobe, ne? Tinkara, ki je pa ona tam razturila plesno, ki vem, ki mi je kar obraz mi je dol padel in si rekla, kaj jaz delam tukaj? Jaz imam 2 levi nogi. To je bil... Ampak ne, to je bila zelo, recimo, moj prvi spomin na njim, ampak vsekakor smo pa z leti to naše prijateljstvo samo poglobile. No? Ste se morda kdaj skregale, spričkale? Pa sigurno pride do kakšnih nesoglasij. To je, skregati je zelo taka močna beseda. Pride do različnih mnenj, ki pa jih znamo zelo dobro shendlati, no? Da se tako izrazim. Malo so nas tudi otroci naučili, ne? Zdaj se mi zdi malo potrpljenja, malo tako, da znaš popustiti, dati drugemu besedo poslušati in tako. Drugače pa je včasih izziv, no? Spet se na Tinkaro zdaj obračamo, ona velikokrat rada poudari, da smo res 3 gajstne babe s karakterji in si zdaj predstavljate. Pa se ni z vami zašpilati po domače povedano? Ne, ni češen za zoba z nami. Kaj vam recimo danes pomeni to prijateljstvo 20 let, lepa doba? Ja, res je. Meni se zdi, da smo to prijateljstvo sam še poglobile, ga naredile močnejšega. Seveda si pa ne zatiskamo oči, da smo vse enake, ker nismo. In to je ravno ta čar in to je ravno to, kar želimo tudi poudariti, ne? Kljub temu, da je vsak individuum, da smo si toliko različni, še vedno lahko sodelujemo, iz drugega potegnemo njegove najboljše kvalitete in če tako delamo v krogu, potem lahko nastane samo nekaj dobrega. In to je pesem. Ja. Zato pa evo, ko smo si jo po eni strani res kar malo zaslužile 21 let, že ta naša vest traja. Tako da povezali smo se z Rejem, s katerim smo nekako, v bistvu lahko rečemo, kar začele v kleti. Ne, on je z nami začel, tako moraš reči. V bistvu, on je z nami začel, mi smo ga naredili. Torej ste vi odgovorni za njegove uspehe od Eurovizije in tako naprej? Ne, tega ne bomo reči. Ampak je pa res, da je on takrat zelo mladobuden, mlad glasbenik želel ustvarjati in na založbi Menart je dobil priložnost in je z nami naredil našo 3. ploščo, Bipop, pa tudi Božično. Pa Božično, ki jo še danes radi vrtimo, pri nas je to skozi. Tako je, pri mnogih družinah še vedno se ob praznikih vrti. In smo po tolikih letih rekli, kaj pa če se vrnemo k stari zasebi, da vidimo, kakšna je energija in energija je še vedno bila. Seveda tudi k Marjetki, ker Marjetka res prekrasna besedila piše in ko smo ime začele tamle kar trest, pa bi o tem govorile, pa o tem, pa prijateljstvo, pa dajmo spet kako fajno himno narediti res od prijateljstva. Ampak to ne pomeni, da je to samo pesem za 2 prijateljici, 2 prijatelja. To je res en tak širok, lep pomen, dajmo se dlan v dlan, tudi če si stran, ker recimo konec koncev tudi me nismo sosedi. Mi živimo vsaka na svojem koncu Slovenije, so trenutki, ko se ne slišimo, ampak smo zmeri povezane. Tako da nekaj takega smo želeli dati ven. Ravno sedaj sem se spomnil, gremo 21 let nazaj, kako so se pa taka slišali? Ni bilo pametnih telefonov, ni bilo Instagrama, ni česar. Ja, pametni telefoni niso bili, so pa bili telefoni. Ja, so bili telefoni, tako da smo bili v kontaktih. So bili pa bolj računalniki, razne te komunikacije. Še ena zanimiva stvar glede nove pesmi, video zgodba je prav tako dobila kot ta prva vaša zgodba. Ja,
Dlan v dlan je dobila prav posebno zgodbo. Nekako smo to besedilo, prekrasno besedilo Marjetke želele napeljati mal na Lenčkin rojstni dan, ki bo letos okrogel, in smo rekli, nič, dajmo to zdaj izkoristiti. V 20 sem seveda, Tako, ker v letih tako kot se tudi ne- izgledaš. V resnici je Lenčka dobila zdaj za svoj rojstni dan videospot. Kdo pa to dobi? Za 20 rojstni dan redko. A redko Ne, kdo, ne? vidiš? In evo, kam nas je pot popeljala v Piran in slovensko Istro, in zgodba je res taka prekrasna, nostalgična. Ja. Spet malo bujamo spomine, ker jih itak zmeri rada, ne? Tako da dejte si ga ogledati. Če si ga seveda še niste, ne? Mislim, verjetno si ga. Omenili ste Piran, kako boste preživeli poletje delovno, malčka bo verjetno tudi na off. Malo bo na off, absolutno, si pa želimo zdaj res, da bi ta Izkoristiti. pesem bila Ja. uvod v neke dogajanja v živo z našimi fani, z našimi poslušalci, oboževalci, kakorkoli tistimi, ki nas želijo slišati. Tako da si res želimo čim več nastopati, da lahko tudi v živo prenesemo to Prenesemo to energijo. pesem sporočilo, naprej. energijo in ja, širimo z poslušalci.